to, kar je sicer v tej knjigi. Knjigo boste po znižani ceni potem lahko tudi kupili. Gospa Elda bo seveda z veseljem prispevala svoj podpis, fotografije in kar boste pač želeli. Naj povem, da je knjiga nastala letos pomladi kot nekakšen uvod v praznovanje 80 let gospe Elde Viler, ki jih bo dopolnila konec leta, in 61 let njenega umetniškega ustvarjanja. Zavidljive številke, mar ne? Knjigo je napisal med nami, tako da se bova skušali midve najin pogovor. Takole bova začeli. Začniva spomini na Koštobono. Rojeni ste pred koncem druge svetovne vojne v tejle vasici. Danes je seveda tukaj vse drugače, kot je bilo 80, 75, 70 let nazaj. Povejte, kakšni so vaši spomini na mladost? Ja, hvala lepa. Veste kaj, najrajši bi se vrnila tja, od kjer sem začela. Bilo je prelepo, nepozabno in hotela sem iti na vsak način v svet. Danes otroke moraš prositi, da ne grejo, se držijo doma, imajo mama hotel. Takrat so pa prosili me in so rekli mi, ne smeš iti, moraš biti tukaj, ker si ti naša delovna sila. Če nisi za študij, boš pa delala. Ampak ni veljala njihova, je veljala moja. In seveda se je spremenilo, ampak ko pogledam vso to okolico, se v bistvu meni je isto nebo in isto obzorje. To je meni nekaj strašno toplega pri srcu, ko pridem sicer zelo bolj malo, ker nisem imela časa, upajmo, da bom kaj več, če mi bo Bog dal zdravlja in še podaljšal kaj življenja. Torej svojo, če lahko tako rečem, glasbeno kariero ste sicer začeli tukaj in to na neki oddaji Pokaži, kaj znaš. Tukaj ste prvič zapeli, sicer pa ste, kot pravite, ste rajši peli, kot se učili. In ta oddaja je bila potem nekakšna vaša odskočna deska, ki vas je pripeljala najprej na terase primorskih hotelov. To so bili pač časi, ko so na vseh terasah igrali razni ansambli in tam so se kalili in kalile tudi pevci in pevke. Povejte, kakšna je bila ta pot iz Koštobone proti morju? Ja, ni bila lahka, moram priznati. Trda je predla. Jaz sem mislila, da bo to, kot je bilo obljubljeno mi, da če bom tja prišla, da bo to teklo mleko in med. Ampak tega vsega ni bilo. Trebalo se je pač preizkusiti. In sem morala marsikaj potrpeti, ker potrpljenje pravi, da je Božja mast blago njemu, ki se z njo maže. In to sem jaz bila. Brez tega ne bi nič dosegla. Zelo veliko te je bilo potrpeti tudi doma, vsem. Tudi danes moramo zelo veliko potrpeti. Brez tega nimamo bodočnosti. Je pa zelo, zelo težko bilo v tem svetu novem. Tudi v Koštaboni ni bilo lahko mi. Ko se je začela šola, pa delo, ker si bil kot delovna sila, si mogel skozi nekaj delati, naši starši nas niso pustili en trenutek brez dela. Nisem smela jemeti nobene bukve v rokah. Moj non je enkrat rekel, Ivan Viler, je rekel, hite una bukva, če eno hodi po dele. Jaz sem imela edina eno bukva, ne vem, danes, že se spomniš ti, ki si bila moj vzor šolski, si bila odličnjakinja. Sem imela ene perzijske pravljice, ki so me mene bile neskončno všeč in sem vedno to brala na paši. Potem so me enkrat krave ujedle v tintilino. Zdaj sem videla hudiče mojih enonic je rešil, tako da je rekel, da bi te malo videla, Anka otrok, kaj si naredil. Potem je bil zelo
je bil zelo usmiljen, je vedel, razumel me je, ker on je tudi bil glasbenik, mislim, on je bil pevec dober, ne? Je pel na kor. In vsi so, v Koštovoni so bili vsi dobri pevci. Tudi mi smo mladi bili v šoli, smo imeli dva učitelja iz Štajerske, ne? Ki smo se učili eno igrico, smo imeli dramsko skupinico. Jaz sem zmeraj igrala glavne vloge. In mi je bilo zelo težko, sem morala pustiti in tja. Sem šla v Portorož in nisem mogla pomagati. Tukaj je bil en fant, v tej hiši, lepi novi, zdaj ga so jo kupili tujci, Baruca, podolega, ne, Danilo. In je zmeraj mi pomagal, je hodil za mano, pa še za eno drugo je hodil. In sem rekla, a tako pa ne bo šlo. Potem, ampak on mi je zelo pomagal, je bil naš predsednik mladinski in je rekel, veš kaj, v Šmarjah imamo, pokaži, kaj znaš, boš pela, 61 je to bilo, ne? 60. A 60. Ja. Pa tam pravni slike, ki sem ti jo dala, ne? Sem si sešila obleko, ti si mi posodila lepo, močnasto verižico dragoceno, ki ti je tvoja mama kupila za maturo, ne? Ne, za 18. rojstni dan. A za 18. rojstni dan, ampak tudi ti si bila in danes oba dve zelo pridna, ste naredila šole in ste bili vzorne pupe. S tabo so me večkrat zamenjale. Ti si pa drugačno kariero naredila. Samo si bila, ma je boljša vaša, zdaj vidim šele. Ne rečem, zato sem pa rekla, da bi turnala nazaj v tisti čas, pa bi čisto drugače delala, ne. Človek ne ve, kaj ga čaka, samo tisto je to potrpljenje, ne. Če ga tega nimaš, in to so me naučili starši. Moj oče je zmeraj, ko je bil strog, je rekel, zato, ker si naredila, je rekel, takoj poklekni pred mano in vprašaj odproščenje. In to je bila tako lepa vzgoja, da še danes mi našim otrokom to posredujemo, ne. Sem morala. Tudi mojemu sinu, ki je se rodil takšen in takšen, se je uprl, ampak trdno sem zahtevala, da mora spoštovati očeta in mater, da bo dobro, da bo živo dolgo na zemlji. Da ga ni tukaj, ampak on danes to prizna. Zdravil, ne, zdravil. Nisem še kaj povedala. Boste še vse lahko povedali. Torej, najin pogovor bo potekal v dveh delih, še par minut bova namenili, potem bomo imeli intervju z glasbi in potem nadaljevali v drugem delu. Ampak to, kar sem vam hotela vas vprašati, iz teh primorskih hotelov, kot smo rekli, kjer ste si nabirali kilometrino, ste potem odšli v Ljubljano, v Belo Ljubljano, leta 63, in tam ste seveda srečali vse te glasbenike, takrat že uveljavljene, ne vem, Ati Sos, Jure Robežnik, Mojmir Sepe in podobno, ne samo njih, tudi vse te znane pevke. Ste se počutili, da je zdaj deklina iz Primorske prišla v ta svet med te uveljavljene ljudi? Ja, težko sem se počutila med njimi, ker so to bile tako, so se mi zdele mondene, na višji stopnici, kot sem bila jaz. Jaz sem bila preprosta, delovna, kmečko dekle, nisem da polagala dosti na sebe. Sicer sem bila živilja tudi, sem se učila šivati, sem si tudi kakšno lepo poletno oblekco si šila. In to mi je zelo pomagalo, ampak tam v Portorožu, ko sem bila, ko sem pričakala leto 62 v Palac hotelu, je bil velik praznik za Silvestrovo in je bila tam ena plesalka in me je tako gledala, rekla, ti si punca tako lepa, ampak je rekla, morala bi se malo drugače oblačiti. Sem rekla, ja, kako? Ja, to, pa sem rekla, jaz nimam šoldu, sem morala najprej zaslužiti nekaj, ne morem se iti tako na visoko nogo, ne. Pa je rekla, ma, veš kaj, ona dva brečeleta, ki imaš, tiste dva zlata brečeleta, mi je kupila mama dve lepi zapestnici, težki. In je ona hotela mi imeti, strelca Božinko sem vzela dol, brečeleta sem jih dala za eno obleko, tako lepo verdolin, prav podobno barvo kot to, poglej. In je bila narejena na tulipana, poklej je bil, ne, oblečena spodaj, tako da je stalo široko dol, gornji del je bil tako narejen lepo na špeline, široka kot kopineža
Jaz sem bila tako lepa rjava od morja in sem zelo lepo izgledala. In ko sem prišla tam sicer večer pred glasbenike, ne, ki je bil tam tudi moj bodoči fant, in on se je lih odpravljal, tudi zadnjo leto je igral v vojsko. In drugi fantje so kar pogledali, če sem to jaz. Sem pa malo našminkale, so me frizirale in je rekel mož, zdaj si kot Terezka Sovja. Ja, kdo je pa to? To je ena moja kolegica, ki sem hodil z njo v šolo. Ona je igrala flavto, jaz sem pa v Zagrebu. Drugače pa si pa tudi na Jacqueline Kennedy. Jaz sem Jacqueline Kennedy takrat poznala, ker so tudi Kennedy ubili, ne? Pa tih predajci. In sem rekla, ja, jaz sem pa imela kompleks, da nisem niti lepa, niti nič, da zdaj me pa hvalite, ne? To se pravi, da se je treba malo začeti rihtati. Ja, vse sorte je bilo. Potem so me tudi bolj zapazili, bolj spoštovali, malo pravijo, da obleka dela človeka, nekje je red tole, ne? Moram priznati. In tudi jaz, ko je začela moja hčerka peti z menoj, sem bila zelo stroga, sem rekla, lepo se obleči, nič ne maram, da bi se po svoje kaj. In sva imela kar prepire. Ampak je pač tako, da se uprejo, danes je prevladal sicer ta trend raztrgane brgeže. Živitka, ja. Enkrat je imela ta živitka dol, jaz se čujem večkrat z Dženinom me pokliče, živi dol nekje dol v Luciji, ja. In me tako razveseli, ki jo slišim, tako govori po domača, po pištaborsko. Ja, jaz sem rekla, da imamo to, ampak ona je rekla, jaz ne morem iti, njo bi mogel nekdo peljati, ne, iskati. Sem rekla, danes je to težko. Ja, spremenilo se je zelo, ne, jaz sem, ko sem šla pač v Ljubljano, na to rekla, sončno uro v Slovensko filharmonijo, ko je potem Srečko Čoš, moj promotor, zdaj v vseh letih, on je igral v orkestru Decameroni, ste že slišali, je napisal eno lepo pesem Sava šumi, ne? Zmerno, da se moram naučiti melodijo, pa še se jo nisem. Ja, in če ne bi njega bilo, ne bi noben več povohal, ne, hvala Bogu, obstoječemu. On je bil direktor potem iz športa, zelo fejst gospod, je naredil že 10 pesniških zbirk. In jaz sem mu takrat rekla, tako malo zašalo, malo zares. Ti, a poznaš koga, da bi meni napisal eno knjigo, je že začeta, 5 ljudi je pisalo to knjigo, hočem reči, 2 ženske in moške, moja soseda, so obljubili, da bodo pisali in Pucar iz Spadne, pokojni, ne? Berto, je rekel, jaz ti bom pisal, Svalik se začela nekaj meniti, pa je zbolel. To je moja soseda ravno tako, sem pela še na poroki njenega sina, njegov sin ima enega vnuksa tudi, in vnukino, ampak njegov sin se igra z mojim Martinom, vsak dan jih imam, pridete me obiskati, sta prav luškala ta dva. Enkrat sta bila pri meni doma, je Martin prišel, jaz sem se učila pesmi, ne, in pripelje Martina noter. In sem rekla, ja, fantje, kaj bo novega? A imaš kaj bombonov nona? Sem rekla, seveda, da jih ne smeš, tebi so vse zobke populili, ki so te boleli, zdaj še mu niso zrasli, tako je bil ubogi Martinu, mojemu vnukec, v prvo razredu, ne. Ampak bomboni so zmerali tam in prvi škatlo in vzel, ja, pa še za Dominika, še za Klaro. Sem rekla, ne vem, če bo to, da ne boš vse ti pohrustal. Potem pa je prišel noter Dominik in je rekel, a to si ti? A to ti poješ, če slišal moj glas tam, ker sem prepevala. Ja, ampak jaz sem bila brez zob, ne, doma sem se relaksirala, ker nisem mogla, ker sem bila gor na žulje. In pa sem rekla, ja, pa zdaj si moram pa dati zobe prej, če hoče, da ti zapojem, ne. Če bi otroci proti. In pa sem šla, pa rekel, pokaži prej, pokaži.
Pa sem mu tako odprla, pokazala vsako, a vidiš, mogoče bo so zdravnik, ti bo to prav prišlo. In tako se hecamo, ne, ja, kaj smo, ja, glej. Super.